To je Radio City. Z Dejanom, Borom in Natalijo. Vsak delovnik od 5 naprej. Danes je 2. april, praznujemo 12. rojstni dan reporterja Milana Šalca in Tine sta še vedno tukaj. In zdaj je čas, da damo še zadnji komplet in naredimo še zadnjega Milana v živo danes zjutraj. Instant Milan v živo. Tako, 290, 90, 90 komplet vseh naših CD-jev, ki jih se ne da kupiti nikjer več, plus ena kultna majica. Halo, dobro jutro. Halo. Zdravo. Kdo je poklical? O, Srečko. Zdravo, Srečko. Srečko, kak si, v redu, ne? Pa čuj, zdaj sem v redu, ja. Ja, lepo, dobrodošel na praznovanju 12. rojstnega dne reporterja Milana. Ja, Srečko, hvala. Milana, na katero temo bi rad ti slišal? Katja, sem razmišljal o tem, kar nekaj stvari se mi je odprlo, ampak ne to, da so velikonočne praznike bili, naj malo opiše dogajanje v slovenski družini, kako se to bašejo vsi, ne? Aha, okej. To je, mislim, da že samo po sebi... Kliče po Silveri. Od kdaj? Ja, odmeraj. Odmeraj si ti pridružen član, ne? Srečko. Nočem zdaj biti nesram, ne? Pa jaz močem v teh nastopih skoraj več povedal, kot ti v vseh, ne? Ja, res, izvrsten si danes, Bor, da mi je žal res, da sem bil takrat na voljo, ti pa ne, samo kaj češ, tako je življenje, ne? Srečko, imaš uro pri roki? Imam. Povej, koliko je? 48. Točno, pa ostani na zvezi, v redu, Srečko? Veš da. Ok, tako. Evo ga, če smo? Ja, Si ti? Ok, ja, sem, kaj če? Od tebe je vse odvisno. Ti si prvi, ti dači. Vem. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Tako, za nami so velikonočni prazniki in jaz sem ta trenutek v vhodu oziroma pred vhodom v, lahko rečem, eno od kultnih stanovanj, ki so to že postala v našem mestu, in sicer so to Silverjevi. Za nami so velikonočni prazniki in seveda nas zanima, kako so kaj Silverjevi to preživeli, pa bom kar pozvonil. Gospod Silver, lahko kar naprej. Hvala lepa. Halo, kaj odpiraš vrata? Če veš, da sem nagi, da se brijem, kaj si zmešana, ti, ali kaj si? Milan je prišel. Ja, pa kaj bolj, če je Milan prišel, kaj se je najavo? Ja, ker pridi, Milan, pridi, imamo še šunke. Pridi. Kaj imaš šunke? Stop, kaj imaš šunko? Ja, malo za ponuditi. Kaj sem jaz včeraj zvečer rekel? Ja, Kaj sem rekel včeraj zvečer ob 11? Ko sem zluftal stanovanje, pa me je sosed klical, če imamo kaj za mašeno, mi. Kaj sem jaz ob 11 rekel? Ja, rekel si, da Kjer je radio, imaš to? Gospod Silver, kaj to poslušate? Kjer je radio, imaš to? Ja, net poslušamo. Kaj si zmešana, ti, ali kaj si? Daj nasiti. Češ, da je Helbl moj prijatelj, kaj si budala, da mi je dal radio, zdaj pa sem prišel, pa daj prešaltaj. Kaj ni zakodirano to? Ja, ne vem, če je. Torej, kak so minni, kaj ste nesli k žegnu, vidim, imate polno tu. Ja, pri žegnu smo bili. Koga? Pardon. Ja, ker povejte, gospod Herman, ja? Milan, glej moje jajca. Mali bežbek. Hvala lepa, gospod Silver, lepa so, ja. Glej, šli smo kupiti za 60 evrov. Ja. Tudi sem rekel, za 60 evrov bomo kupili in za 60 bomo pojedli. To, kaj pač neseš žegno, ne? Seveda je si delala zalogo že celi teden prej, ne? In ko smo nesli k žegnu, ne, sem jaz mogel košaro pomagati, ne? Prvo smislu, da ima trdno dno, pa ni, ker je 8 kg mesa bilo, ne? Od tega je pri daritvi, ker je v stolni oni dugi, ko žegna bolj počasi govori, kilo že pojedla. Aha, zanimivo, ja. Tako, in hren glodala in vse živo, tako da cela vrsta jo gledala. Jajce si lupla kar dol in da sploh ne rečem. In pol so žrli veno vse dni so veno žrli. In sem lepo rekel, to se slabo prebavlja, to je težko. Dajmo iti na neki izlet, dajmo ono super, gremo na Urban. Kaj je bilo na Urbanu? Narezek je naročila. Predno smo prišli gor, že je klicala, ne pripravijo narezek, češ da ona lačna, ker tudi ta pot je zmatra. Sem ga dobro, kaj smo mi laufali gor? Kaj smo laufali, če si spreji sedela? Ja, no, to je taka križevo pot. Urban, ja, dobro. Drugače, jaz vem, da ste vsako leto pri barvanju, pa to je vedno bilo, so bili neke posebne procedure. Nismo tokrat, smo samo 5 jajc pobarvali, zaradi tega, ker preostanek je
probavala jih sproti že in dejansko se ni imela barva niti cajt sušiti. Pecni jaz naredil svojih unikatov, ko imam to čebula, sol, mah, detelca, pa to je moje klasične, ampak je mali že zadic čakov, pa je lamo jih tudi. Tako da dejansko smo v žegnu nesli kar tak jajca, ko največje budale tu, štajerske. Ko antikristi smo prišli tja. Dobro, da je imela, pogledaj, kaj je s tabo? Malo... Kaj boš menjala radio ti? Kaj boš menjala radio ti? Opa, pardon. Dobro, gospod Herman, hvala lepa, me veseli. Nite zdaj rajši. Ja, res, ja. Jaz bi vam svetoval, da odprete okno, hvala lepa, to je torej po velikonočni čas pri Silverjevi. Hvala lepa, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ok, to je bilo to. Srečko! Ja, zdravo. Ok, trenutek še ostani na zvezi, Srečko, in iskrene čestitke. Čestitke tudi vam vsem skupaj. Hvala lepa. Čestitam za ves ta čas, ves ta smeh in vse ostalo, kaj nam date vsak dan. Hvala, Srečko. Tako da upam, da bo še to en čas trajalo, oziroma pač nedogled. Ja, to pač od šefa odvisno, ne? Tako. Okay, hvala, Srečko. Lep dan ti želimo, ne? Malo še ostane na zvezi, da vzamemo podatke. Bi pa za zaključek tega praznovanja, če dovolite, jaz eno anekdoto povedal? Če lahko? Ne, čakaj, lahko, če govoriti. Ne, ampak je res. Dejan, imaš kako anekdoto na zelo? Ja, res imam, ker rojstni dan reporterja Milana za mene vsaj zadnji 2 leti ni več isti, ne? Ker če se spomnita, bilo je praznovanje 10. rojstnega dne, takrat smo naredili veliko čago in super, tudi moja žena takrat visoko noseča, ampak 3 tedne pred rokom je še bila na zabavi, malo prej sicer šla domov. Jaz sem se poveselil, sredi noči prišel domov, ne ravno v optimalnem stanju. Pa ni več bila sama. Ja, na nek način, ker je čez 1 uro zatem me zbudila, da je voda odtekla. Ne? In le par ur po rojstnem dnevu reporterja Milana 10. se je rodil moj mlajši sin Gašper, ki ima danes rojstni dan. Ne? Mogo je biti Milan. Malo si podbacal. Milan ima moč, veš, bolj. Res ima, Milan ima moč. Jaz bi mu želel vse najboljše, pa mislim, da bo v kratkem prekašal fotra. Po višini zagotovo. Ne, po humorju, ker je pač se rodil. Ja, res je. Tako da ima tlakovano. Hvala lepa, Bor, da smo lahko bili gosti pri tebi. No, z veseljem še pridite kdaj. Bor, ja, hvala ti, res, da nas prenašaš. Še naprej, res. Ja. Še par let, koliko bo zdržal, ne, koliko še imaš. Bor je vsa ta leta, v bistvu, ne. Ja, blizu sem, samo čakam, veš, da bo Dejan malo klecno, pa si že hop. Dobar dan, dame in gospodje, moje ime je reporter Milan, smo na sledi resnice. Imam še uvežbano. Nima. Ja, veš, kaj je problem, recimo, ne, sicer zdaj pri tej novi predstavi nimamo nekega rituala posebnega, ampak včasih me Dejan po nogi riti flecav, ne. Ne vem, če bi tebi to upal postiti. Mislim, da tebi nago rit pokažem. Jaz je prosil, da vse skrivnosti, ki poudarjam, delate mi dva, ne povem. Jaz tu nimam nobenega rituala, nobenega ne fleckam, niti tega rad ne gledam. To sem samo čul, ker tudi ni bil neki pogled to. Ti je znan po svoji neposončeni luni, tako da to mi zdaj nekaj ni. Res ne vseh skrivnosti izdajo. Tudi ko se Dejan me pač prosi, naj se v najlonke pred njim oblačim, ampak to zdaj ne bi govoril. To smo to reči, tudi ko si ti najlonke gor vlačiš, ali pa mini medved, ki je eden med najbolj kosmatih zemljanov, ko se prebači. Jaz bolj sebe gledam, če lahko. In seveda ste vabljeni na kandidata za vampirja. Naslednjo imamo ta petek v športni dvorani v Cirkovcah. Tako da vsi detajli na naši Facebook strani. Ja, Facebook. Pa vse lepo, ne? Jaz bi se vama zahvalil na tem mestu za vse v teh 12 letih. Odhajaš ti kam? Jaz gledam vreme, zdaj zunaj malo me skrbi, kako danes do Celja prišel, ker sva Maribor igra. To je za mene pač tak je vrstni red življenju. Prvo pogledaš, da je Maribor igra, bolj pa vse ostalo se temu prilagoditi. Upam, da ima moja gužba. Pa imeli izgovore, v Celju. Zakaj?
Ja, kako vreme je bilo, niso mogli prvi grad, ko bo... Mislim, Italijani. Zima je, ne? To je zima. Islandci pa mnogi plešajo. Se mi zdi, kako je pa... Parcele kupujejo. Je pa en plus, da je bil 1. april sneg, tako smo se premenili, da ti šaljivci SP, ne, se veš, ko so presenetili svoje doma, tako da se ob 4 vstal, pa v bundi, pa v skibuckah sedel, pa lopato za sneg, močeš, da meter snega, pa tudi v fucani vici, da niso šli skozi. Ker je dejansko mogel na sneg, ja. Ok, to je bilo to. To je Radio City. Z Dejanom, Borom in Natalijo. Vsak delovnik od 5 naprej.